Jaz sem Dušan Nolimal, zdravnik sem, pa specialist socialne medicine, pa raziskovalec. Z področji, ki so nekje sorodni te temi, ki jo danes obravnavamo, se več ali manj ukvarjam že od leta 81-82 naprej. Bil sem član različnih mednarodnih organizacij, ki so nekje soodgovorne za politiko do konoplje, kot jo poznamo danes, zato dobro poznam njihovo delo in odločil sem se, da bom probal za današnjo srečanje predstaviti neko tematiko, ki bi nekje bila neka dodana vrednost vsem tem odličnim razpravam o tveganjih, predvsem pa zdravilnosti konoplje, ki se lahko uporablja v medicini. Naslov predavanja sem dal Znanost, etika in politika razvrščanja nevarnosti prepovedanih drog. Govoril bom pa predvsem o konoplji in zakaj je status konoplje danes takšen, kot je. Vidim, da je že vse pripravljen. Namen predavanja je, da nekako povežem različne raziskovalne izsledke s politiko in prakso. To pravzaprav je naš kruh na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, da na podlagi izbranih informacij, podatkov nekje pripravljamo strokovne podlage tako za politike, za odločevalce, tiste, ki pripravljajo politiko na področju drog, kot za praktike tisti, ki se ukvarjajo s tem področjem. Velikokrat v zadnjem času sem osebno v zadregi, zato ko govorimo o medicinski konoplji in ko govorimo o prepovedanih drogah, vse bolj ugotavljamo, da sta to dva različna področja in da jih kaže ločiti. No, večina znanja in terminologije in struktur pa izhaja iz področja prepovedanih drog. Medicinska konoplja oziroma na medicinski konoplji temelječa medicina, kot smo slišali izraz, je pa nekaj povsem drugega in zahteva popolnoma drugačne pristope, popolnoma drugačne zakonodajo, strategijo, podlage in verjetno tudi strokovnjake, ki niso obremenjeni z pač nekim odnosom do prepovedanih drog, ki so dejansko demonizirane, čeprav je med njimi cela vrsta potencialno zdravilnih rastlin in snovi, ki jih bi lahko medicina uporabljala. No in prav zato se mi zdi smiselno ozaveščati tako javnost, pa tudi stroko, ki premalo ve o teh zadevah. Večkrat smo že slišali včeraj, da kljub temu revolucionarnemu odkritju endokannabinoidnih receptorjev sistema v konec 80-ih, začetek 90-ih let, da na medicinskih fakultetah po vsem svetu pravzaprav to znanje niti ne poučujejo, ga skrivajo in zato je pač zadeva takšna, kot je. Kar se tiče današnjega teme, ki jo bom imel razvrščanje, klasifikacija, pa lahko povem, da je moje mnenje to, da je razvrščanje, klasifikacija v samem središču vsega tega, kar potem sledi kot politika, strategija in naš odnos do medicinske konoplje. Na koncu pač predavanja bom predlagal reklasifikacijo konoplje v manj nevaren razred prepovedanih drog, ki se lahko uporablja tudi v medicinske namene. Zapletel se bom v tem predavanju nedvomno
v to strukturo prepovedanih drog, kar ne želim, ampak trenutno boljše organiziranosti, boljše strukture za samo medicinsko konopljo nimamo. Medicina sama priznava, da premalo poznamo problem, da premalo vemo in da bo prva naloga, da bo ustrezne zdravniške organizacije organizirale usposabljanje zdravnikov iz tega področja. No, moj namen je pa tudi zagovorništvo bolnikov, ki morajo biti prvi na vrsti v teh prizadevanjih za boljšo politiko na področju psihoaktivnih rastlin in snovi. Izraz droga je sicer zelo upeljan. Jaz se spomnim let konec 80. in 90. let, ko je bil uporabljen izraz mamilo in govorili se o narkotikih in narkomanih. Skratka, že takrat so se vlekle neke nedoslednosti, neka zmeda iz te terminologije, ki dejansko ni terminologija medicinske stroke, ampak je terminologija uradnikov in pravnikov, ki so pač v teh prizadevanjih in v izgradnji tega sistema nadzora nad psihoaktivnimi rastlinami in snovi pač veliko stvari pomešali. Imamo danes na seznamu tako imenovanih prepovedanih drog zmešan hruške in jabolke, pa še kaj drugega, in tako ne znamo niti več ločiti dejansko nevarne snovi od potencialnih, pa že tudi zelo dokazanih zdravil. Razvrščanje drog je določanje vpliva, odločanje skupin drog glede na njihove podobne lastnosti. In treba je izpostaviti, da takrat, ko so se dogovorili o tem razvrščanju, ki izhaja iz 3 mednarodnih konvencij, da je bil osnovni namen ne samo določene potencialno nevarne rastline in snovi postaviti pod nadzor, ampak tudi omogočiti te snovi in te rastline za medicinsko rabo in za namene raziskovanja. No, kaj se je zgodilo v tej zgodovini? Mislim, da je prva droga, ki je bila uvrščena pod mednarodni nadzor, je bila opij. Še predtem je bil alkohol, pa je ta prohibicija popolnoma propadla. No, opij se je obdržal pod mednarodnim nadzorom, potem mu je sledil kokain, potem konopla, potem pa leta 1971 cela vrsta drugih drog. In potem vsako leto so se priključevale nove droge in danes imamo pod tem nadzorom več kot 300 psihoaktivnih rastlin in snovi in je zadeva postala popolnoma nepregledna, predvsem pa neuporabna, tako da se mnogi strokovnjaki sprašujejo, a je sploh še ta klasifikacija, to razvrščanje, te sezname, ali so sploh še uporabni. Vemo, da se danes uporabljajo predvsem v namene nadzora in kaznovanja, tiste droge, ki so v prvi skupini, kjer so bolj nevarne, ker naj bi bile bolj nevarne droge brez medicinske uporabnosti, za tiste naj bi potem sodniki izrekali večje kazne in potem za drug razred, ker so manj nevarne, ker so še nevarne droge, ampak z medicinsko uporabo manjše kazni in tako naprej. Ampak tle so se zadeve že potem izgubile, prevladuje ta restriktivni, represivni pol in pozabilo se je, da so bili te mednarodni dogovori držav narejeni v korist ljudi, da se jim določene snovi in določene rastline zagotovijo za zadovoljevanje njihovih potreb, zlasti pa za izboljševanje zdravja, za povrnitev zdravja pri obolenju in tako naprej. In na koncu smo dobili nek sistem, ki se ukvarja samo z preganjanjem ljudi, ki si skušajo z temi substancami bodisi izboljšati razpoloženje ali se zabavati, kot je v primeru tako imenovane rekreacijske rabe, ali pa se skušajo zdraviti, kot je v primeru za konoplje v medicinske namene.
No, rekel sem dva principa teh mednarodnih konvencij, na katere se sklicujejo vedno uradniki in politika, ko pravijo, ne moramo nič spremeniti, ne, smo odvisni od mednarodnih konvencij, nam prepovedujejo to, da bi konoplo, naprimer, omogočali za zdravljenje. To ne bo držalo. Mednarodne konvencije temeljijo na dveh principih. 3 konvencije so iz leta 61, 71 pa 88 s številnimi dopolnili in ta dva temeljna imperativa cilja sta restrikcija, ne, tistih, takrat, ko gre za distribucijo, posedovanje, če gre to v namene rekreacije in zabave, in permisivnost. Ne, permisivnost pa takrat, ko potrebujejo ljudje te substance in te rastline v zdravstvene in znanstvene namene. In namen prvoten teh konvencij, ki so danes že nekaterih imenujejo fosilne konvencije, ker so že zelo zaostale, zlasti pa njihova klasifikacija, ne, je uravnoteženje teh dveh principov, uravnotežiti ta dva cilja, uravnotežiti restrikcijo in uravnotežiti permisivnost. In to nam ni uspelo. To so po celem svetu, razen z izjemoma nekaterih držav v novejšem času, smo prišli v situacijo, ko je prevladal ta del restriktiven. Posledice so znane in so vidne tudi v konfliktih med različnimi mednarodnimi organizacijami. Povedal sem, da sem imel čast in priliko in se zahvaljujem svoji državi, da mi je vrsto let omogočala sodelovanje v različnih mednarodnih organizacij, in sem jih dobro spoznal. In v njej delujejo pošteni ljudje z integriteto, pa tudi takšni, ki si izberajo te organizacije bolj v smislu pač nekih svojih karier in jim je malo mar za ljudi, za katere ne bi delali. No, kaj se je zgodilo v zadnjih 10 letih, je pravzaprav Svetovna zdravstvena organizacija za svojo komisijo za odvisnost in zlorabo drog, ki je po konvenciji iz leta 1961 in 1971 po obeh konvencijah dobila mandat, da ocenjuje tveganje posameznih rastlin in snovi za zdravje, nevarnosti, je bila popolnoma marginalizirana od dveh drugih mednarodnih teles, INCB, International Narcotic Control Board, ki je odgovoren za izvajanje teh konvencij, in Komisije za narkotike, ki odloča o politiki drog. V bistvu te dva telesa sta prevladala, če malo ponestavim, v Komisiji Svetovne zdravstvene organizacije so bili predvsem strokovnjaki, zdravniki, medicinci, farmacevti, psihologi, ki so ocenjevali vpliv psihoaktivnih snovi na zdravje, medtem ko v drugih dveh telesih so pa prevladovali predvsem uradniki, pravniki. In zgodilo se je to, da je to razvrščanje, za katerega je bila Svetovna zdravstvena organizacija odgovorna, postalo pravzaprav stvar administriranja in pravnih odločitev, ne pa na znanosti temelječe razvrščanje. In tako je prišlo do tako imenovanega nezdravega razvrščanja in posledica je tudi slab dostop do nekaterih zdravil zaradi tega. Tistih zdravil, zlasti, ki so psihoaktivna, ki pa imajo lahko dokazan dober zdravilen potencial, pa tudi manj dokazan. In prišlo je tudi do kršenja številnih človekovih pravic zaradi tega. No, kako je v Sloveniji to urejeno? Imamo zakon o proizvodnji prometu s prepovedanimi drogami, ki nadzoruje, prepoveduje določena rastline in snovi, in imamo uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Razvrščanje naj bi bilo na podlagi tako restrikcije tistih dejansko nevarnih rastlin in snovi in glede na to, koliko so uporabne v medicini.
Problem nastane ta, da pravzaprav naša država niti nima neke skupine strokovnjakov, ki bi ocenjevala ta tveganja za zdravje dejanska ljudi in to pač nekje uradniki prekopirajo glede na mednarodne dogovore in situacijo. Imamo prvo skupino rastlin, kjer so rastline in skupine, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi in ki naj se ne bi uporabljale v medicini. No, v njej je poleg heroina tudi kat, listi koke in konopla, meskalin, psilocibin. Kaj je tle zanimivo, ne? Da so v tej prvi skupini ostale dejansko samo rastline, te psihoaktivne snovi rastlinskega izvora, ki niso toliko interesantne za farmacijo in ki so pravzaprav, ki rastejo predvsem v nerazvitih revnih državah, ne? In te so ostale so v prvi skupini, v drugi skupini so pa snovi, ki jih proizvaja farmacevtska industrija, ne, ki so lahko veliko bolj nevarne in tvegane njihove jemanje, kakor je jemanje psihoaktivnih rastlin, ampak so razvrščene v to drugo skupino, za katero se smatra, da je manj nevarna. Pa dejansko to saj stališča medicinske in farmacevtske stroke ne drži. Ne. Potem imamo pa še tretjo skupino, ne, kjer so pa izrazita zdravila farmacevtska, ne, predvsem barbiturat in benzodiazepini in zdaj, če kot zdravnik, strokovnjak, ki še vedno dobro poznam učinkovanje teh snovi, primerjam, benzodiazepini dejansko so toliko nevarni, tudi smrtno, da bi mogli biti v prvi skupini, medtem ko nek gad, ne, ki ga žvečijo Afričani in v Jemnu, ne, bi pa sodil v to skupino. Skratka, ena cela zmeda glede posameznih tveganj in nevarnosti in dejansko gre za neko nekonsistentnost in neko nestrokovno razvrščanje, zato ker, ko so to razvrščali, so postopoma ignorirali stroko, ki se ukvarja z tveganji, z nevarnostmi in je to razvrščanje postalo administrativno pravno. To se danes dogaja s tako imenovanimi novimi psihoaktivnimi snovmi, začelo se je z ekstazijami in potem so iznajdljivi trgovci za črno borzo proizvedali na stotine različnih snovi in zdaj zadeve potekajo tako, brez da bi stroka medicinska preverila dejansko nevarnost za zdravje, jih administratorji, pravniki to dajo na listo prepovedanih drog. Ampak s tem, da se od njih vsi premalo zavedajo, kaj to v kontekstu človekovih pravic in kaznovanja nekega človeka, ne, za več let zapora in tako naprej pomeni. Ne. Predvsem pa jemlje to kredibilnost tem razvrščanju in mednarodnim organizacijam na tem področju. Zdaj, verjeten, koliko imam še časa? Ne vem, ker sem malo počasen. Ne? No, kaj je še zanimivo? Ne? Različne države imajo kljub tem konvencijam, ki veljajo za vse različno stopno nadzora nad temi snovmi. Posebej zdaj za konoplo, tle primer, kako imajo Angleži. Angleži imajo konoplo že dolgo časa v skupini B, ne, ki nekako ustreza slovenski skupini 2, to se pravi tiste psihoaktivne rastline in snovi, ki so malo manj nevarne, kot tiste, ki so v prvi skupini. Tukaj je stanje iz leta 2006 prikazano. Dali so jo leta 2004 v C skupino, ne? In potem, če samo si pogledamo eno zanimivo raziskavo, ki je bila narejena v Angliji, ker vedno govorimo, ne bojimo se, zlasti politiki in pač upravičeno ali manj ali pa več upravičeno tudi strokovnjaki, ne,
da bi, če bi sprostili in dali konoplo iz skupine najbolj nevarnih drog v skupino manj nevarno, da bi to omogočilo zdaj veliko večjo dostopnost za te konoplje, za rekreacijsko uporabo, za mlade in tako naprej. Tale raziskava je ravno zanimivo obratno pokazala, ko so gre se za bolnišnično obravnavo konopljenih psihoz. Ko so Angleži naredili analizo epidemiološko vseh bolnišničnih obravnav konopljenih psihoz v obdobju 1999-2004 so gotovili velik porast teh psihoz. Ko so sprostili leta 2004 in so uvrstili konoplo iz B razreda v razred manj nevarnih substanc, razred C, kaj se je zgodilo? Padec psihoz, ravno obratno, kot bi pričakoval. Potem je bil političen pritisk, pa so leta 2009 reklasificirali nazaj in so dali konoplo nazaj v B, jim je pa spet psihoze znorasle. To se pravi, ne smemo biti preveč preprosti, zadeve so kompleksne, v tretjih je treba raziskovati. Ta avtor sicer pravi, da to premeščanje različnih substanc v tej listi bolj ali manj tveganih, nevarnih, da ni vplivalo na pojav teh psihoz in da je bistveno so bile reforme v službi programov za duševno zdravje, ampak ne glede na to zadeve je treba resno imeti, kar se tiče razvrščanja, ker zelo življenjsko lahko vplivajo na ljudi in se je treba lotiti tega področja. Zelo preprosto povem, da so različni kriteriji v različnih državah uveljavljeni, kako to razvrščajo. Gre predvsem, kakšna škoda se na telesu psihu naredi, kakšne so tveganja in kakšni so vplivi na širšo družbo. Ampak žal je ta politika zastraševanja, ki jo dobro poznamo in ki nekje vpliva na odločitve glede politike drog in tudi razvrščanja bolj kot pa znanost. Tole je na primer nek plakat iz Združenih držav iz Floride iz leta 2014. V letu 2014 kljub zelo pozitivnim korakom Amerike na tem področju. Amerika je tista, ki je pred 90 leti začela za vojno proti drogam, oziroma takrat niso imenovali vojna proti drogam, ampak s tem prepovedovanjem. Predtem ni bilo prepovedi teh snovi in je bilo tudi manj problema. To je treba povedati, da so problemi odvisnosti in so prišli tudi kot rezultat vojne proti drogam, ne toliko kot rezultat jemanja posameznih psihoaktivnih rastlin in drog. Na oboje je treba misliti. Skratka, to zastraševanje še kako vpliva, kje je na primer konopla danes, kako je razvrščena. Na primer, ameriška Food and Drug Administration uporablja 8 kriterijev, ko razvršča posamezne droge za konoplo, ki jo bojo zdaj ponovno pregledali. Vemo, da je ta administracija Obamova precej bolj naklonjena zlasti medicinski uporabi in tudi drugačni uporabi konoplje, kot so bile prejšnje vlade in so izdelali 8 kriterijev, kako bodo razvrščali, kako bodo ponovno pregledali razvrstitev konoplje in jo razvrstili. Zdaj ne bom jih to bral, imate napisane, ker bom šel hitro naprej. Potem so Angleži leta 2007 primerjali različne substance glede na njihov odvisniški potencial, to se pravi, koliko lahko zasvajajo in glede na to, kakšno telesno škodo lahko povzročijo. In so rangirali 20 snovi glede na to, kakšno škodo lahko utrpijo uporabniki in kakšno škodo lahko utrpijo drugi. In vrstni red teh snovi je približno takšen. Tukaj so uporabljali 16 kriterijev za razvrščanje in na koncu so dobili
seznam 10 najbolj nevarnih psihoaktivnih rastlin in snovi in že iz tega seznama močno bije ven ta ena največja anomalija tega razvrščanja, da so pravzaprav zavestno izpustili ven dve najbolj nevarni psihoaktivni snovi, ki naredita ljudem največ škode, to sta tobak in alkohol. Konoplja je nekje med temi 20 razvrščenimi preučevanimi snovmi, ki so jih dejansko preučili na podlagi znanstvenih kriterijev nekje na sredini, ampak ta anomalija, da je v tej mednarodni klasifikaciji nimamo alkohola in tobaka, to kaže pravzaprav na popolnoma neuporabnost ali pa na pomanjkanje neke integritete, na neko dvoliknost, ki dejansko ljudi moti. Ljudi to moti, ker potem ne zaupajo takšnim klasifikacijam, če so te stvari takšne. Tukaj je seznam najbolj nevarnih drog, ki jih je pa po podobnih kriterijih objavila angleška medicinska revija Lancet in je pač pod različnimi drugimi kriteriji, alkoholu ni dala takšno pozornost, je dala na prvo mesto heroin, kokain, barbiturate. Barbiturati so v slovenski klasifikaciji popolnoma na koncu tistih najmanj nevarnih drog, medtem ko je pa gat, ta droga, ki se žveči, nekateri pravijo, da je to skoraj kot neka zelenjava, je pa v slovenski zakonodaji v prvi skupini. Skratka, ena cela zmešnjava, kako naj ljudje to zaupajo, zdaj takšnim seznamom, tudi za stroko ni uporabna, in zato so potem strokovnjaki začeli razpravljati o teh problemih razvrščanja in dejansko se je treba vprašati, ali je sploh mogoče tako različne rastline in snovi dati na en isti seznam, jih imenovati prepovedane droge in okoli tega zgraditi en velik sistem nadzora, ki vpliva tako na dostopnost zdravil kot na osnovne človekove pravice. A je to sploh smiselno, ker to so vse ljudje politika ustvarila in pri tem razvrščenju se sploh ne upošteva način jemanja posameznih drog. Vemo, kakšna je razlika, če se nekdo drogo zaužije skozi usta ali pa če se jo inicira, in tudi ta razmerja uporabnik, škoda na uporabniku in družbo, to se vse premalo upošteva in družbeni kontekst in kulturni kontekst, zlasti pa izključevanje najbolj nevarnih in najbolj razširjenih psihoaktivnih snovi, tobak in alkohol je popolnoma jemne kredibilnost temu razvrščanju. Tako da rezultat je pač popolnoma odtujenost tistih, ki so odgovorni za politiko na področju drog, do ljudi. In dejansko ta politika ne dela za ljudi, ampak dela sama za sebi, ker uporablja takšna zastarela orodja, ki so že strokovno, znanstveno popolnoma neadekvatna. Zato je znan psihofarmakolog Kalant predlagal bolj, malo za šala, malo za res, ampak mislim, da je kar uporabna klasifikacija, je rekel, droge se bodo delno se bodo razvrščale lahko na znanstvenih temeljih, ampak vedno se bodo razvrščale tudi na podlagi vrednotah, stališčih, morali tistih, ki pač vplivajo na to politiki javnost. In on je predlagal, edina uporabna klasifikacija razvrščanja psihoaktivnih rastlin in snovi bi bila klasifikacija za potrebe kazenskega prava, in sicer glede na to, ali nekdo prodaja nevarne substance na malo ali na veliko, trgovci na veliko. Vsa klasifikacija razvrščanja glede na tip psihoaktivnih snovi in rastlin je pa več škode dela in zmešnjave, kakor ne. In zaključek,
razvrstitev konoplje v sistemu konvencij Združenih narodov in tudi v našem slovenskem sistemu prepovedanih drog predstavlja zgodovinsko anomalijo. Treba jo preučiti in narediti spremembe. To je ugotovila globalna komisija za politiko na področju drog, v kateri sodeluje več kot 20 vidnih intelektualcev, poštenih, bivših predsednikov in znanstvenikov, ki dejansko jim ljudje lahko zaupajo, ker so se izkazali tudi na drugih področjih, njihovo ime ni nikoli bilo omadeževano v njihovi karieri politiki, niso bili vpleteni v korupciji, skratka, oni dejansko delajo za ljudi. In čas je, da se bomo mogli spraševati, kdo dela za ljudi in kdo ne dela za ljudi, tisti, ki odločajo o našem zdravju in o našem počutju. No, kar se tiče Slovenije, je naš predlog, mnogi tudi zdravniki tako razmišljamo, zlasti pa civilna iniciativa, nevladniki, ki so pobudniki tega nujnega razvoja in teh sprememb v Sloveniji, da je čas, da se spremeni tudi ta uredba o razvrstitvi prepovedanih drog in da se konoplja nujno razvrsti iz prve skupine rastlin in snovi, ki so prepovedani in nimajo medicinske uporabe, v drugo ali bolje v tretjo skupino manj nevarnih rastlin in psihoaktivnih snovi, ki imajo medicinsko uporabo. To je verjetno naš cilj. Ko bomo to dosegli, se bojo lahko pričele ustrezne raziskave in bo tudi medicinska konoplja bolj dostopna na recept za bolnike. Nadaljevati se mora dialog, raziskovanje, ozaveščanje, izobraževanje in jaz se še enkrat zahvaljujem društvu ONEJ za tole odlično organizirano srečanje in vsem našim gostom iz tujine se zahvaljujem. Res smo veseli, da vas imamo in da se učimo drug od drugega in hvala tistim, ko ste prišli in ki verjamem, da večinoma od vas pač podpira pozitiven razvoj v korist zdravja ljudi.